Med premijskimi športnimi terenci je znamka, na katero pomisli malo kupcev, vsaj glede na poplavo BMW, Audi in Mercedes-Benz, ki jih vidim na cesti. Volvo. Tole je XC60, ki seveda ni nov, ampak so ga samo malo prenovili, da ostaja sodoben in sedaj malo hitrejši, vsaj na pogled s temi ostrejšimi žarometi, da bo lažje tekmoval z X3, Q5 in z GLK-jem. In ker je to Volvo, pomeni, da je dovolj poseben, zato se z njim le zapeljite, če kupujete takšen avtomobil. Namreč, nobeden od naštetih avtomobilov in skoraj nobena druga znamka ne zna ponuditi tako umirjenega okolja, kot ga ponuja Volvo. In XC60 je odličen primer švedske umirjenosti. Je tako čvrst kot X3? Ne, nikakor. Je tako lahkoten kot GLK? Kje pa. Je namenjen vsakemu drugemu, ki ima preveč denarja in premalo domišljije? Niti najmanj. Zato so mi Volvi všeč že od nekdaj, ker so neverjetno elegantni, znotraj preprosti in pregledni in običajno polni zanimive opreme. Tale recimo ima luči s samodejnim prilagajanjem, te vzemite, če o njih razmišljate, ker so briljantne. Ima sistem za prepoznavo znakov, tega ne potrebujete, ker ne prepozna naselij, niti ne prepozna znakov, če vozite na levem od dveh pasov. Ima navigacijo, ki je dokaj v redu, odličen opozorilnik pred trčenjem, sistem za prepoznavo vozil v mrtvem kotu in seznam gre v nedogled. Ima pa tale tudi nastavljivo podvozje, tega resnično ne potrebujete, ker je najbolj nepotrebna stvar v tem avtomobilu. Baterija bi rekel, če bi bil nesramen, pa ne bom. Ta Volvo je dokaj okoren, bolj kot nekateri tekmeci. Spreminjanjem trdote pa ni nič manj okoren, le bolj trd, zelo trd. In zato se ves čas vozim v načinu komfort, pa imam rad trde avtomobile. Tako je XC60 lepo udoben, resnično suvereno blaži neravnine, kot nekakšna udobna varnostna kletka na kolesih je. Od nekdaj mi je všeč tudi ta 5-valjni dizelski motor z oznako D5, ker je zelo suveren, predvsem pa ima čisto nedizelski zvok, kot kakšen majhen tovornjak je, v dobrem smislu seveda. In tudi odlično sodeluje s samodejnim menjalnikom. Ima pa eno veliko hibo, porabo goriva. Skoraj ves čas se vozim z 10 litri, pod 9 še nisem prišel, pa se vozim res lepo in umirjeno, kot dejansko v vsakem Volvu. To je preveč, tudi če imate dosti denarja in si lahko privoščite takšen avtomobil za dobrih 53.000 evrov, kar dejansko niti ni toliko, če upoštevam, da ima najbogatejšo opremo in zelo zmogljiv dizelski motor. Ampak nastavljivega blaženja resnično ne potrebujete, namesto tega si raje privoščite vzvratno kamero, ki je ta avtomobil nima, pa jo na trenutke kar pogrešam, ker je nazaj precej slabo pregledan kot večina takšnih SUV-jev.